zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Vitka! Poglej, si to afriški bivol na hrbtu prenaša ptice, ker ima toliko ličink, ki se zaredijo tam, da se ptički z njim hranijo. Res? Wow, kako dobro. Afriški bivol, zanimiva žival. Zelo, ja. Pa zebra, tudi ta živi v Afriki. Ja, a slon pa tudi, afriški slon. Afriški slon živi v Afriki. Ja. Pa nosorog. Pa veš, do 7,5 metrov je dolg lahko slon afriški. Kar ogromne živali. Take živali so pa samo... V Afriki. A vse te zanimive živali že živijo v Afriki? Samo res. No, saj so pri nas tudi zelo zanimive, ampak saj veš. Še Nosorogov nečesa nima še bolj zanimivo, ne? Ja. Nosorogov nimamo, ja. Ne, samo v živalskem vrtu, pa še Ja. to pri nas ne v Ljubljani. Ne, ja. Ampak slona pa imamo. Slona iz Afrike. Ja. A ti sploh veš, kje je Afrika? Joj, to mora biti zelo daleč, a? Zelo daleč. Mislim, da moraš tja kar z ladjo ali pa z letalom. Ja, pa ne vem, a misliš, da že z enim letalom prideš tudi ali moraš Ne, prestopati, ha? Tudi letalo mora natankati novo gorivo, da lahko pride do tja. Ja. No, preveriva, če Miha morda ve, kje je Afrika. Miha, A mislite, da vem, kje je Afrika? No, a si že bil v Afriki, Miha? Enkrat sem pa bil na obisku pri mojemu prijatelju slonu. Ja, tudi tam imam prijatelje, po celem svetu jih imam. In tudi v Afriki sem bil. In zagotovo vama vem povedati veliko o njej. A vaju kaj zanima? vse. Vse vaju zanima. No, potem pa kar prisluhnite. Afrika je druga največja celina na svetu. Pa veste, kaj je celina? Cela stvar. Ja, zelo podobno. Celina ali kontinent je velika, nepretrgana površina kopnega na planetu Zemlja. In poznamo 7 celin. Ja, prva največja celina je Azija. In tudi o Aziji bomo povedali več v kateri od naslednjih oddaj, prav? Ja. No, pa se vrnimo k Afriki. Torej, Afrika je, kot smo rekli, druga največja celina. Ljudi, ki živijo v Afriki, imenujemo Afričani. Ja, meje Afrike so Sredozemsko morje, Atlantski ocean, Indijski ocean in Rdeče morje. Mi živimo v Evropi, a ne? No, in med Afriko in Evropo je Gibraltarska ožina. Med Afriko in Azijo pa je Sueški prekop, ki so ga zgradili, da ladje lažje potujejo po tej poti. Saj morajo drugače, prepluti celo Afriko, ja? Ja, v Afriki večinoma živijo ljudje, ki imajo temnejšo kožo. Pravimo jim temnopolti. Nekje pa tudi ljudje s svetlejšo kožo. Svetlopolti. Ja, tako je. Veliko ljudi v Afriki ima težavo zaradi lakote. Kmetijstvo je slabo razvito in težko pridejo do dovolj hrane, da bi nahranili vse ljudi. Težave imajo tudi zaradi bolezni. Imajo manj zdravil in bolnišnic kot pri nas. Velika težava je tudi pitna voda.
saj jo primanjkuje zaradi suše oziroma je voda onesnažena in je ne smejo piti. Problem je tudi slaba izobrazba in otroci ne obiskujejo šole, saj morajo delati na polju. Prav tako imajo malo šol in učiteljev. Veliko je prostovoljcev, najpogosteje so to študentje, ki gredo za nekaj časa v Afriko in pomagajo pri poučevanju otrok v šolah. Pa si poglejmo posnetek, kako poteka šolanje v Afriki. बच्चे क्या हाल है ठीक है Zanimivo, kaj ne? In precej drugače kot pri nas. Predvsej drugače. Ja, V bistvu smo mi zelo veseli, imamo vodo pitno, tako je. kar dosti hrane. In šole so In čisto šole? drugačne. Ja, Čeprav te otroci se več igrajo, a? To pa je. ja, to je pa res. Ja. To je pa res. No, Afrika je najtoplejša celina. Tam je zelo vroče. Kako je bilo šele tebi vroče? Ko bi ti vedel. Še dobro, da ima slon dolg krilec, da me je ves čas škropil z vodo. Kako je bilo to zabavno. Ja. No, in v Afriki raste tropski deževni gozd ali džungla. Tam raste veliko različnih rastlin in živi veliko različnih živali. Drevesa v džungli so visoka in gosta. Tu je zelo vroče in vlažno. Veste, tam je zelo vroče in vlažno, ja? No pa si poglejmo. Afrika je najtoplejša celina. Tam je zelo vroče. V Afriki raste tropski deževni gozd ali džungla. Tam raste veliko različnih rastlin in živi veliko različnih živali. Drevesa so visoka in gosta. V džungli je zelo vroče in vlažno. Wow. Pa je res vroče in vlažno. Ja, in drugače kot v našem gozdu. Ja. Tam Res je. zagotovo ne rastejo jurčki, je A, ne, vroče ne. za njih. Ne, res sem jih iskal, pa nisem našel nobenega. In tudi borovnic ni tam. Ja. No, do danes so ljudje posekali veliko dreves v tropskem deževnem gozdu, saj je les teh dreves zelo dragocen. Zaradi tega je ogroženih veliko živali in rastlin, ki so včasih živele in živijo v tem gozdu. V Afriki najdemo tudi savano. Savano? Ja, savana je pokrajina, kjer raste trava in le nekaj grmov ali dreves. V savani živijo sloni, žirafe, zebre, povodni konji, levi, noj in druge živali. No, Tjaša in Marli, koliko letnih časov imamo v Sloveniji in kateri so? To znajo še v vrtcu. Ja, pa že ptički čivkajo na No, pa mi jih vejah. naštejta. No, daj vas, čim začneva? Zima, Zima? Pomlad? poletje, Ja, Jesen? tako je. In potem smo spet na zimi. Se pravi 4, ne? Tako je, res je. No, in zakaj sem vaju to vprašal? Zato, ker v savani pa obstajata le 2 letna časa. O, In zima in sicer poletje. ne, deževna doba, ko je zelo veliko dežuje, in sušna doba, ko dežja zelo, zelo dolgo ni. o.
V Afriki pa so poleg deževnega tropskega gozda oziroma džungle in savane tudi puščave. Puščava pa je območje, kjer skoraj nikoli ne dežuje, zato je tam veliko peska in zelo malo rastlin. Podnevi je v puščavi zelo vroče, po noči pa zelo mrzlo. O, zanimivo. Zanimivo, kaj Jaz ne? mislim, da je tam skozi vroče. Ne, ja, čez dan je vroče, po zimi pa je hladno. Če si rekel, da nimajo zime. Se opravičujem, po noči pa je noči. zelo mrzlo, ja, po noči pa je mrzlo. Največja puščava v Afriki je Sahara. Baobab je drevo, ki raste v Afriki. Reče se mu tudi kruhovec. Je zelo veliko drevo, ki zraste tudi do 30 metrov. Ja, ko pada dež, drevo shrani vodo v deblu, da lahko raste tudi takrat, ko dežja ni. Pametno, kaj ne? Pametno drevo. Ja, Pa še kruh raste na njem. Misliš, Ja, če je kruh. kruhovec? to se mu samo tako reče. Ja, v Afriki teče tudi najdaljša reka na svetu. Sava. Ne, reka Nil. Nil, ja, Nil. O, a veste, da sem jaz enkrat pa plesala na reki Nil. Res? Ja, res. Prav na taki ladici sem bila in sem plesala. Krokodili iz reke Ja, Nil. krokodili so me pa gledali iz reke. Kako razburljivo. Ja. No, povej še kaj. No, največji otok v Afriki je Madagaskar. Največji otok v Afriki je Madagaskar. Kako vam je všeč Afrika? Živali so zanimive, Ja? ampak meni bi bilo tam tako vroče. Res je vroče, ja. Je kar zahtevno podnebje, ja? Pa bi rada videla, kako se igrajo otroci v Afriki. Poglejmo si in pojdimo se tudi mi igrati. Marli, a si za eno igro? Seveda, vedno. Igra se imenuje Ponovi za mano. Ponovi za mano ali za tabo? Če rečem jaz tebi ponovi za mano, ti ponoviš za mano. Če pa ti rečeš meni, pa jaz za tabo. Tako. Ja, tako. Se pravi, izmislil si boš nek vzorec z rokami, lahko tudi z očmi, se pravi, ali z nogami, kot želiš. In jaz moram za tabo ponoviti. Kot nek ritmični vzorec. Aha. Razumem.
Razumeš? Ali ti najprej jaz pokažem enega? Lahko. Pa poskusiš ti za mano ponoviti. Dobro. In potem bomo šla vedno hitreje. Dobro. Dobro, glej in poslušaj. Da vidim. Dajva skupaj. Najprej imava 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 in tleskneš 1, 2. Dvakrat. Aha, greva? Ja. 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bravo. 1, 2, 3, 1, 2. Tlesk, ja. 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Potem se pa kar zmedeš, a ne? A ne, zelo hitro se zmedeš, a ni dobro? A bi še ti meni pokazal? Še jaz. Tega še sam ne znam ponoviti, bom nekaj lažjega. Saj je bilo dobro. Se pravi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sem se zaprknil. Ja, vidiš, kako hitro se. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tako ne bo. Pa dajva. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. To sploh ni tako enostavno, če Ne, nimaš tega ni enostavno. ritmičnega posluha, ampak daj še enkrat, pa probaj pa. Poskusimo, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ja. Ja, saj bo šlo, morava še kar malo vaditi. Zelo veliko koncentracije potrebuješ. Ja, lahko zamisliš še kakšnega? Lahko. Lahko? En, dva, tri. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. O, bravo! Ta nam je pa uspel. Tale je bila pa Zdaj pa super. še jaz enega. No daj. Čakaj, da se spomnim. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, še nekaj moram Še nekaj. dodati. Čakaj. Pa še malo po čelu. 1, 2, ha? Dobro, vse na dva. Vse na dva. Najprej imava lička. Dobro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, čelo. Lička. 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 Miza, roke, čelo. Lička, miza, roke, čelo. Lička, miza. Dajva še enkrat. Lička. 3, 4. Lička, miza, roke, čelo. Lička, miza, roke, čelo. Lička, miza, roke, čelo. Če bi tekmovala, bi ti zmagala. Jaz odpovem. Tukaj. Ne, prej pa si ti zmagal. Joj. Super so se tole Odlično. igrala. Lahko se izmislite še veliko več različnih ritmičnih še z vzorcev. nogami. Z nogami, seveda. Z ušesi pa. Ja, vse. Vse dele telesa lahko uporabite. Tako. Vsak večer umivam zobke venomer. Zobki naši so zaklad, lepe, zdrave, imam jih rad. Če zobki so umazani, si jih črv zaželi. Luknje črne zvrtati, kako pa to boli. Šitkam levo, 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 desno, 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 zgoraj, 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 spodaj, 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 krožim levo, 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 desno, 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 zgoraj, 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 spodaj,
umazani, si jih črv zaželi, luknje črne zvrta si, oh, kako pa to boli. Zobna ščetka je junak, pa še pasta da ji znak, da prežene ta vse, črve obloge umazane. Ščetkam levo, 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 desno, 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 zgoraj, 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 spodaj, 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 krožim levo, 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 desno, 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 zgoraj, 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 krožim spodaj, 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 ščetkam levo, 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 desno, 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 zgoraj, 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 spodaj, 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 krožim levo, 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 desno, 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 zgoraj, 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 krožim spodaj, spodaj, spodaj. Hello, Marley. Hello, Tjasha. How are you? Very good. Very good. Okay. Let's talk about Africa today. Dajmo se danes pogovarjati o Afriki. Yes. Africa is the second largest continent in the world. Afrika je druga največja celina na svetu. And the largest continent is In največja je, se še spomnimo, Asia. Azija, Asia. Yes. And it has got a lot of great and big things and animals as well. In v Afriki najdemo ogromno velikih stvari in pa seveda tudi živali. Lake Victoria, for example, is the second largest lake in the world. Jezero Viktorija je drugo največje jezero na svetu. Yes. And the Sahara Desert is the largest dry desert in the world. In Sahara je največja puščava na svetu. And since it is very dry and hot, not a lot of people live there. Ker je zelo suho in vroče, tam ne živi veliko ljudi. V Sahari. Then, the tallest animal in the world lives in Afrika. Najvišja žival živi v Afriki. Že vem. Žirafa. Giraffe, yes, giraffe. very good. Okay, now a fun fact. Do you know that every year more people are killed in Africa by hippos than by any other animal? Zanimivo. Hippos. Ja, vem, hipos so nilski konji. Yes, and they kill more people than any other animal. Nilski konji pobijajo več ljudi kot katerakoli druga žival. Ja, so nevarni. Ja. Despite the fact that there are a lot of dangerous animals living there. Čeprav tam živi veliko nevarnih živali. Such as snakes, Kače, lions, levi, tigers. tigri. And the fastest animal in the world, In najhitrejša žival na svetu, ki je... cheetah. Vem. It's a big cat. Ja, čakaj, da se spomnim. Čita je leopard. No. Ne. Close enough. Vem. Ni puma, No. ampak je gepard. Yes. Aha. Yeah. So, what have you learned? Veliko sem se naučila o Afriki. The tallest animal, Ja, najvišja žival. Žirafa. Žiraf. the fastest animal, In tudi najhitrejša žival. cheetah, Čita, gepard. hippo. Hipo. Yeah. Ja, nilski konj. Okay. What about desert? Puščava. Okay, very good. You're a good listener and quick learner. Thank you, Marley. V rubriki Zvezde pod čarobnim dežnikom se nam lahko predstavite vi, otroci in mladostniki. Veseli smo vsakega posnetka, ki nam ga pošljete. Pa si poglejmo današnjo zvezdico.
V rubriki Zvezde pod čarobnim dežnikom se nam lahko predstavite vi, otroci in mladostniki. Veseli smo vsakega posnetka, ki nam ga pošljete. Pa si poglejmo današnjo zvezdico. Dragi otroci, če znate tudi vi plesati, peti, igrati na kak inštrument, lepo risati, se voziti po zadnjem kolesu s kolesom ali kaj posebnega, pošljite nam vaš posnetek na našo Facebook stran ali pa na e-mail, ki je spisan tukaj spodaj. In z veseljem vas bomo predstavili v naši oddaji. Danes bomo v naši ustvarjalnici izdelali eno žival, ki ima res tak dolg vrat, da doseže liste na drevesih. Morda veste, za katero žival gre? Ste že ugotovili? Seveda, žirafa. Kaj potrebujemo? Potrebovali bomo tulec od papirnatih brisačk, prazen tulec, potem barve, vodene, lahko so tempere, čopiče, vodo, potrebovali bomo še papir, ki je nekako približno oranžne barve, lahko je tudi rjav, lepilo, škarje, barvico in to je vse. Najprej bomo pobarvali tulec. Jaz si bom vzela tukaj taka rjava barva, ki je pa že kar malo, tale bo boljša, še vseeno malo vleče na oranžno, bom kar tole, ja. Najprej dobro pobarvamo tulec. Ko je tulec pobarvan, ga pustimo, da se posuši. Da se dobro posuši, ta čas pa mi lahko pripravimo glavico naše žirafe. Vzamemo papir, približno, vzamemo tudi tulec, da vidimo, koliko mora biti naša glava velika. Narišemo tako valjasto glavo, okrogla ušesa, tako, in izstrižemo. Žirafica potrebuje pa tudi take rožičke ima. Saj se zagotovo spomnite, ko ste jo videli v živalskem vrtu ali pa kje v kakšni knjigi. In naredimo take dva. Zgoraj tak krogec. Taki mehki rožički so to pri naši žirafici. In še enega. Takole, ja. Tukaj lahko narišemo, takole narišemo krogec. Polkrog, nosek, usta, ker se naša žirafa smeji, je zelo vesela. Evo. In sedaj te rožičke zadaj prilepimo.
Glavica je že. Ko je naš tulec posušen, pa nam narišemo še take črne, niso pike, ampak so take lise. Tako, lise so narisane. Sedaj bomo pa prilepili še tole našo glavico. Dobro namažemo z lepilom. Prilepimo. Evo. In naša žirafica je končana. Naredili smo barvni vulkan. Kako pa? Povsem enostavno. Vzeli smo kozarec za vlaganje, ki ga ima vsaka mamica ali babica doma v kleti ali pa kar v kuhinji. Ga napolnili z mrzlo vodo, vzeli smo manjši kozarček, ga segreli z zelo, zelo toplo vodo, malo da ne kar vročo, zato pazite, da se ne opečete. In potem v mali kozarček z vodo nalili nekaj barve. Mi smo nalili jedilno, lahko pa tudi kakšno tempero ali pa kakšno akrilno barvo. In potem previdno, tudi če nimate telih klešč, ki so pravzaprav od mojega mucka za odstranjevanje klopov, lahko tudi previdno z roko položite v hladno vodo in dobili boste vulkan. Takole spet bomo risali. Super. Ja, najraje to delava, kaj ne? Ja. Sva oba tako nadarjena. Narisala bova najvišjo afriško žival. Žirafo. In ker žirafa živi v savani, bova narisala še drevo, z katerega je listje, in pa sonce, ki sije. Vse to v 1 minuti. Kdor konča prej, je Zmagovalec. Čeprav doma se lahko pa tudi bolj potrudite, da bo čim lepše narisano. Seveda. Lahko pa tudi tekmujete kot midva. Sva pripravljena? Seveda. 3, 4, zdaj. Joj. Kakšna so drevesa? Kakšna je žirafa, mene zanima. Kakšne ima nožice? Tanke bolj, ja. Imaš prav. Ti si se žirafe lotil, jaz pa trebušček. Prav veliko trebuščka nima. Ne? Težko si jo Kakšna je sploh predstavljam. glava? Tako? Neke čopke ima. Ja, ima, ja. Na glavi. Tako? Zdaj pa še noge. Zelo dolg vrat bi morala imeti, jaz sem čisto... Jaz sem narisal lamo. Ja, moja. Opa. Niso ravno nadarjena, ne? Jaz zagotovo ne, poglej, kaj sem napravil. To je neka žival, ki je še nismo odkrili. Morda bo kakšna nova vrsta. V Afriki. Ja. Ja.
Mislim, da bom morala zdaj kakšno knjigo pogledati. Ja, Kako sploh žirafa izgleda. Tako. Ker smo malo pozabile, se mi zdi oba. Moja je zelo urejena. No, moja ima pa eno debelo nogo. Pa tako, da bi poskakovala. Ja. zdaj. No, jaz verjamem, da gledalci znajo bistveno bolje tole narediti kot midva. Pa dajte nama poslati, da bova sploh vedela, kako se žirafa nariše. Tako, pošljite, ja. Lena mačka. Neki fant je vzel za ženo bogato, a dela nevajeno dekle. Povrh vsega pa se je še zaobljubil, da je ne bo nikoli udaril. Toda nevestica sploh ni nič delala. Pohajala je od hiše do hiše, spletkarila in opravljala podobne ničeve posle. Mož se je ni dotaknil. Nekega jutra pa, ko je odhajal na delo, je nagovoril mačko. Mačka, ukazujem ti, da boš med tem, ko bom z doma, delala vse, kakor bo treba. Lepo pospravi hišo, za opoldne pripravi kosilo in napredi vreteno preje, če ne, te bom nabil, ko se bom vrnil. Mačka je predla na ognjišču in pohlevno poslušala naročilo. Žena pa si je sama zase mislila, da je mož najbrž izgubil pamet. Rekla je: Mož, zakaj zapoveduješ take stvari mački, saj vendar tega ne bo mogla narediti? More ali ne more, ni mi mar, je odvrnil mož. Saj nimam nikogar drugega, ki bi mu zapovedal. Če tega ne bo storila, boš videla, da jo bom pretepel. Jo bom, da bo joj. In je odšel na delo. Žena je spodbujala mačko. Delaj, mačka, drugače te bo moj mož natepel. Mačka pa ni delala. Žena je spet šla pohajat in ko se je vrnila, je mačka še zmeraj dremala, ogenj pa je ugasnil. In spet je rekla: Mačka, podpihni ogenj in delaj, sicer bo šiba pela. Mačka pa ni delala. Gospodar je prišel domov, se ogledal po hiši in opazil, da je vse razmetano. Zgrabil je mačko, jo privezal ženi na hrbet in jo tepel, da je začela žena lepo prositi. Nikar ne tolci mačke, ni ona kriva, se ne zna teh reči. Obljubiš, da boš ti vse storila namesto nje, je vprašal mož. Storila bom še več, kakor boš zapovedal, samo da ne boš tolkel v božice, je zatrjevala žena. Nevestica je odhitela k materi in ji potožila. Obljubila sem, da bom namesto mačke opravila vsako delo, samo da je ne bo tako neusmiljeno tolkel. Oče pa je dejal: Kar si obljubila, moraš držati. Če ne boš, jo bo mačka spet jutri skupila. In jo je poslal nazaj k možu. Naslednjega dne je gospodar naročil mački, kaj mora storiti. Tudi tokrat mačka ni delala nič. Gospodar jo je spet pošteno natepel na hrbtu svoje žene. Mlada žena se je zatekla domov, da bi se potožila, toda oče jo je takoj nagnal nazaj. Tretjega dne je dal gospodar mački novo naročilo. Toda mačka ga do konca niti poslušati ni mogla, tako je bila prestrašena. Niti tokrat se ni pritaknila dela. Vendar je sedaj vse namesto nje opravila mlada žena. Ni pozabila, kar je obljubila. Zakurila je, prinesla vode, pripravila kosilo in pometla. Opravila je vse, kar je bilo potrebno. Kar se je dogajalo, z mačko je namreč prizadevalo tudi njo. Ko je mož tepel mačko, je ta zasadila kremplje ženi v hrbet in konec njegovega biča je udarjal preko mačke tudi po njenem hrbtu. Ko se je mož vrnil, je bilo vse v najlepšem redu. Rekel je: Ne boj se, mačka, nič hudega ti ne bom storil. Žena je z veseljem pogrnila mizo, postavila pred moža kosilo, najedla sta se in bila zadovoljna. Odslej je bilo tako vsak dan. Mačka ni bila več tepena. Nevestica pa je postala gospodinja, da take zlepa ne bi našel.
Zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam